Dobrodošli. Jesen je pred vrati in spet bomo bolj intenzivno začeli krepiti svoj imunski sistem. Na kakšen način si lahko pri tem sami pomagate, bomo odkrivali v nocojšnji oddaji z mojim gostom, ki ste ga že dobro vajeni, to je Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. Dobrodošli. Dober dan, dober dan. Ko se začenja jesen in prestavijo otroci prvi šolski dan in šolski prak, vsi začnemo malo bolj intenzivno razmišljati o tem, kaj bi zdaj lahko storili, sploh pa v teh izrednih časih, da okrepimo svoj imunski sistem. Verjetno je kakšen odgovor se skriva že v tem, da veliko migamo, da se veliko gibamo na svežem zraku. Vi pa imate nocoj še nekaj idej pripravljenih, kako lahko poskrbimo za to, kaj ne? Ja. No, to smo že tukaj rekli, pa dajmo ponoviti v 2 stavkih. Ko zdravo živimo, poskrbimo tudi za svoj imunski sistem. Dovolj gibanja, ustrezna prehrana, dovolj spanja, dovolj empatije. Tudi naš imunski sistem, ko to počnemo, je močnejši, no pa vendarle tu so nekatere posebnosti, na katere moramo biti tudi pozorni. In kar se tiče na primer prehrane, tukaj je recimo naše področje v tej oddaji, je treba paziti tudi na nekatere sestavine prehrane, ki so zelo pomembne za imunski sistem. In zdaj vstopamo v to, o čemer se bomo nocoj pogovarjali. Gre za oligoelemente, gre za selen in cink, ki sta zelo pomembna za imunski sistem. In medicinska stroka pravi, zdravstveno trditev imamo uradno zdravstveno trditev, da imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Zdaj, kaj ta trditev pomeni? Pomeni preprosto to, da sta selen in cink gradnika imunskega sistema. Gradnika imunskega sistema, to pomeni, da sta njegov sestavni del, da tvorita, soustvarjata imunski sistem. In zdaj, kako pa mi selen in cink dobimo? To sta med drugim tudi prehranski dopolnili, se pravi, hrana ima ta oba, in selen in cink, vendar očitno, če govorimo o prehranskem dopolnilu, da je tega v hrani premalo, no in to je tista resnica, in zato sta po svoji funkciji prehranski dopolnili. No, zdaj to preprosto pomeni, ko imamo selena, če se samo na selen recimo omejimo, ko je selena dovolj, je imunski sistem ta pravi, nam v polno deluje, mi smo bolj varni pred vsemi boleznimi, ker naš imunski sistem, to je obramba proti vsem boleznim, kar jih poznamo. Obramba proti vsem boleznim, kar jih poznamo, to je naš imunski sistem. In tukaj nota, smo zdaj rekli, da je pomemben, da je zelo pomemben tudi selen. In zdaj pa še en premislek je tukaj, ker sam po sebi se ponuja. Vse to je malo teorija, ampak smo pri celotni medicini. Ko se pogovarjamo o imunskem sistemu, ko se pogovarjamo o nečem, kar je pomembno za imunski sistem, je to pomembno za vso medicino. In zdaj, da ne bomo teoretizirali, lahko kar že pred pokažemo, o čem se pogovarjamo. To je ta škatlica bioselen plus cink. Evo, to je to. In ta zgodba zdaj pač gre naprej. Vi pravite, da je imunski sistem kot nekakšen obrambni zid, obramba pred vsemi boleznimi. In k temu imunskemu sistemu, zdaj, če smo vas prav razumeli, prispevata bioselen in cink. Selen in cink, tako. Da vam bodo gledalci bolj verjeli, da se tako izrazim, dajte povedati kakšno osebno izkušnjo s tem.
Ja, zdaj moramo še nekaj prej povedati. No. Selena in cinka, torej smo povedali, da je pomemben, ne? Zdaj pa v Sloveniji je pa ena posebna igra usode, ne? Da je selena zelo malo. Ne? Zelo malo ga je. Ne? In torej je na vsak način nujen, je zelo pomemben, za imunski sistem ga rabimo in tako naprej. Ne? Ampak kot za nalašč, ga pa v Sloveniji imamo malo, oziroma ko se primerjamo, tu spet izstopamo, in zdaj bi prosil režijo, če pokaže nam eno prvo sliko, iz katere bo razvidno, da je to področje tudi raziskano. Evo, imamo pred seboj članek, za tem člankom je študija, v katerem so ugotavljali, koliko je selena v naši prehrani. Če se pogovarjamo o naši prehrani, se pogovarjamo o zelenjavi, se pogovarjamo o naših rastlinah, in potem o živalih, o našem mesu in tako naprej. Vse to je med seboj povezano. No in tukaj še naprej, če ta članek, evo tukaj pa piše, v Sloveniji so tla s selenom revna. To je zdaj tisto, kar je ključno, kar je, mislim, potrjuje to, mislim, kar sem rekel v dveh stavkih prej, da je v Sloveniji selen problem. Naša tla so revna, ko so naša tla revna, ga je premalo v rastlinah, ga je premalo v vsej zelenjavi, v vsem sadju. S to zelenjavo in recimo z vso vegetacijo se hranijo in domače in divje živali, tudi one ga imajo premalo, skratka, to je pa vse naša hrana in tudi mi potem, dobimo premalo selena. Tako da to je zdaj naša usoda, in zdaj tu moramo mi pač se nekako ravnati, da ta problem, to pomanjkanje selena v Sloveniji uredimo. Zdaj recimo to vaše vprašanje, pa mogoče je smiselno, da kar že na začetku povemo, kaj se dogaja, recimo, ko je premalo selena, pa ko nam pade imunski sistem, kaj je tisto, recimo, kar je nekako nekomu oziroma gledalkam in gledalcem nekako najbližje. Ja, imunski sistem pade, pojavljajo se pogoste viroze in prehladi. Tako, to pogoste viroze in prehladi sploh ni taka, ne vem, kakšna posebna zadeva, ampak lahko postane zoprno. Lahko postane zoprno zlasti recimo v 3. življenjskem obdobju, če se to pogosto pojavlja, in praviloma je tako, da se te stvari pač slabšajo, leta grejo, imunski sistem peša, zdaj, ko je premalo selena, je to še bolj pritlehno in tako naprej, in ti prehladi se lahko stopnjujejo, saj veste, dihalne bolezni so znan problem, recimo, kakšni bronhitisi, pa recimo tudi se lahko izcimijo v kakšno pljučnico in tako naprej, tako da to sploh ni tako nebogljeno, ampak je recimo, ko smo v tistem času, ko prestajamo malo bolj pogoste viroze in prehlade, je zoprno. Evo, zdaj je tu informacija, skoraj zagotovo, zaradi situacije, ki smo jo prej opisali, kako je v Sloveniji, nam primanjkuje selen. In če nam primanjkuje selen, mislim, logična stvar, da se poslužimo in še enkrat ga pokažemo, da si pomagamo z tem prehranskim dopolnilom Bioselen plus cink. In izkušnje so, mi ga poznamo v Sloveniji, ga imamo, Mic Mengeš ga ima Bioselen plus cink že, lahko rečem, od samega začetka, tam druga polovica leta 98 pa naprej, to je že več kot 20 let, in v teh 20 letih sem si jaz kar
kar podvizal pa promoviral bioselen plus cink, tudi med svojimi kolegi zdravniki, sem tudi po izobrazbi zdravnik, to verjetno gledalke in gledalci vedo. No in tako recimo en primer, če opišem, zgodil se mogoče 15 let nazaj. En kolega tukaj blizu, na Štajerskem, pa sej lahko tudi kraj rečemo, a ga ćemo povedati. Slovenske Konjice recimo, en kolega, zdaj moramo paziti na to varstvo osebnih podatkov, ampak dobro, evo, jaz sem povedal kraj, nisem pa povedal, za koga gre, No, jaz sem mu to informacijo prenesel, kaj lahko selen prispeva, Vse poznamo, mi je zaupal, je rekel, dobro, glej, ko bo gripa, bom jaz to preveril, In po 2-3 mesecih, ko je recimo on nekaj svojih pacientov zbral, smo se zmenila, da bodo redno jemali, da bom svetoval, jemanje bioselen plus cinka, povratna informacija je bila pozitivna. On je meni povedal, po recimo 2-3 mesecih je rekel, res je, pri tej skupini, ki sem jim dal, bioselen plus cink, je epidemija tako rekoč izginila. Je ni med njimi. No, tu vidite recimo, mislim, gripa je viroza, virus, in to je to. Potem recimo naslednja stvar, in to mislim, da je dovolj prepričujoče. Zdaj, če nekdo verjame, ok, se pač odloči, pa to jemlje, če ne, pa lahko tudi sam preveri na sebi, če ima takšne težave, in jaz sem prepričan, ker je to vrhunski selen plus cink, da bo pri njem ta stvar uspešna. Potem recimo, lahko povem še en primer, recimo, no, to so bili recimo taki ljudje, ki so enega poprečnega zdravstvenega stanja, nič kaj posebnega, ampak so bili pa dovzetni zaradi svojih let za gripo, Mislim, on recimo kot zdravnik je že vedel, mislim, da se jim ta gripa ponavlja in tako naprej, ker ima kartoteko in tako naprej. No, recimo zdaj druga skupina bolnikov, ki mi zdaj prihaja nekako v spomin, so pa paraplegiki. Paraplegiki, to so ljudje, ki so na vozičku, ki se ne morejo gibati. In zdaj tukaj je en tak poseben problem lahko uroinfekta, veste, uroinfekta, kar je logično, ne giblje se, urin pač ni podvržen vsem tistim spodbudam, zaradi katerih se gre, recimo, ko se giblješ, vse okrog mehurja in tudi mehur sam stimulira in to praznjenje mehurja je tekoče, je spontano, redno in tako naprej. No, tukaj tega ni, in potem pride malo bolj do zadrževanja urina, in se veste, če se voda zadržuje, se hitro kaj nabere, in tako tudi tukaj so znani pogosti uroinfekti. Uroinfekti. In ko je recimo voda v mehurju, mislim urin, ko se uname, ko se mehur uname, ima en zelo močen vonj, ker ni prijeten vonj, zoprn vonj je. In seveda, zdaj tisti, ki je pač paraplegik, s tem živi, in ta vonj ni prijeten, pa tudi recimo uroinfekt prestajati tudi je zoprno in tako dalje. No, skratka, da recimo povem tisto bistvo, lepega dne sem enemu takmu paraplegiku svetoval, sem rekel, dajte poskusiti z našim bioselen plus cinkom, pa mi pol čez čas povejte, kaj ste doživel. Urejena zadeva. In še dan današnji, se spomnim, točno vem, koga imam v mislih, Ta človek je zdaj recimo že 20 let starejši, takrat, ko smo se spoznali, je bil nekaj čez 30 let, ampak je rekel, uroinfekte sem uredil z bioselen plus cinkom. In je spet stvar jasna, na kakšen način se je to zgodilo. Ja, selen, ki je tudi pri njem manjkal, je recimo prišel na višjo raven, dovolj ga je bilo
imunski sistem se je okrepil in ta imunski sistem je potem premagal, bakterije, ki so itak prisotne v urinu, samo se niso mogle namnožiti, pridejo pa grejo. Tako da z močnim imunskim sistemom se recimo tudi ta zadeva da urediti. In to recimo tudi, ko je prilika, to tudi svetujemo, to tudi povemo in evo, to je še en tak primer, kako je bioselen plus cink s krepitvijo imunskega sistema praktično v zadovoljstvo vseh učinkovit. In kvaliteta življenja je seveda veliko večja, se strinjate. Če nekdo se otrese pogostih viroz, seveda je bolj vesel, pa zadovoljen, pa živi življenje sproščeno in si privošči svoje vsakdanje radosti. In tudi recimo pri paraplegikih pa sploh, ki so že itak prizadeti, zdaj pa še to, no in tega uroinfekta se pač lahko otresejo in to je to. Tako da, evo, te zgodbe je kar veliko, ampak mislim, da je to, kar smo povedali, da je dovolj tako prepričujoče. Beseda je vmes nanesla na gripo. In pa seveda na vse možne učinke, ki jih ima dober imunski sistem na preprečevanje spopada z virozami. Kako pa je s covidom? Tudi v času epidemije smo v bistvu začeli vsi bolj intenzivno razmišljati o tem, kako naj okrepimo svoj imunski sistem, da nam bo lažje prebroditi zimo, če hočete. In zdaj bo spet zima pred vrati. Ja. Pa ne samo zima, tudi smo v posebnih razmerah še vedno, smo še zmeraj v posebnih razmerah, v pričakovanju nastopa nove spremenjene inačice virusa, zdaj ena grška črka je, pravijo, delta in tako naprej. Ampak dobro, zdaj na vsak način je smiselno, smotrno, prav in ustrezno in strokovno vam res s poudarkom povem, nedvoumno prav, da razmišljamo, kako okrepiti svoj imunski sistem. Kako okrepiti svoj imunski sistem. V recimo zoperstavljanju temu virusu, ki nam zdaj dela preglavice po celem planetu, pravijo. No, tako da in mi tukaj, točno v tej oddaji, pa midva sva se že pred več kot letom dni, mislim, da je bilo maja 2020, sem vam jaz prenesel eno študijo, ki je bila narejena konec aprila v izhodišču, pravijo, te svetovne pandemije, v Wuhanu, na Kitajskem. In sicer so v tej študiji preverjali to, o čemer se danes pogovarjamo. Preverjali so, kako je z selenom pri bolnikih s covidom v wuhanskih bolnišnicah, na njihovih oddelkih. In sicer niso bili samo kitajski zdravniki, velik plus je ta, da so bili zraven tudi angleški zdravniki. In mislim, da je to modra poteza, ker pri tem pridobiš sigurno tudi na mednarodni verodostojnosti in so ugotavljali te stvari vrhunski angleški zdravniki in vrhunski kitajski zdravniki. Se pravi, imamo COVID, to je ta, mislim, pač bolezen zaradi koronavirusa, v kitajskih bolnišnicah, in so preverjali, kako tukaj lahko, kaj tukaj naredi selen. Zdaj bi prosil, če nam režija da en graf, evo, to je to. No in evo, tisto, kar sem rekel, poglejte, poročilo o zdravljenju COVID-19, objava 28. aprila 2020 in dajmo se pohvaliti, mi tukaj smo prvi v Sloveniji, veste, prvi v Sloveniji smo v slovenskih medijih poročali, kako je z selenom pri bolnikih s covidom.
In tu imate recimo na tem grafu, ne, je stvar, mislim, dovolj jasna. Ne. Na levi strani pokončno je uspešnost zdravljenja, ne. Na tej vodoravni črti je pa količina selena, kolikor ga imamo v telesu. So pač tukaj merili na en poseben način, v redu, ampak gre recimo za količino selena v telesu. Ne. In na levi strani je selena malo, na desni strani je pa selena dovolj oziroma več. A ne. In se recimo točno vidi, a ne, kdaj je selena dovolj. A ne. No in tukaj se vidi, a ne, ko je selena malo, ne, se pravi, ko je imunski sistem, zdaj to ves čas govorimo, a ne, selena malo, imunski sistem slabši. Ko je imunski sistem slabši, je vsaka bolezen večji problem in se težje zdravi. No in tukaj imamo poročilo o zdravljenju COVID-19 v odvisnosti od količine selena v telesu, v tem grafu. Ne. In recimo tam na začetku, na levi, a ne, ko je selena malo, a ne, vidite, da imamo recimo uspešnost, recimo med 10 in 15%. Tu nekje je tisti prvi krogec. Ne. Prvi krogec je med 10 in 15%. Selen se povečuje, uspešnost zdravljenja gre gor. In gre gor, pomislite, do 60%. Do 60%. Tu zdaj vidite, a se strinjate, mislim, kakšna razlika je to? Se pravi 10-15% in 60%. Trikrat, štirikrat, ne, se zdravljenje, uspešnost zdravljenja izboljša, a ne, ko je selena dovolj. In zdaj tukaj ni več nobenega dvoma. Ne. Tu nimamo več nobenega dvoma. To je bila prva študija, ki sem jo jaz zasledil. Objavljena je bila v ameriški reviji za prehrano v bolnišnicah. A ne. Tu vidimo, pri čem smo. Prehrana v bolnišnicah, selen kot prehransko dopolnilo in njegov prispevek. In njegov prispevek. Pa to je tudi, mislim, vsem več ali manj jasno. Ko je nekdo bolan, če ima boljšo hrano, seveda se bo bolj zdrav. Ne. A je tako? Seveda je tako. Ne. To je vsakomur jasno. No, tukaj gre prav za ta princip. Ne. Selen kot sestavina prehrane, če ga je premalo, a ne, je hrana slabša in uspešnost zdravljenja COVID-19 je pa tudi, a ne, prizadeta. A ne. In zdaj še enkrat, če ponovim, a ne, to prvo študijo, to je znamenita študija, pomembna študija. Mogoče imajo nekateri probleme, da bi to upoštevali, ampak prosim, zadeve so objektivizirane. Objektivizirane. In kot rečeno, objavljene v osrednji mednarodni reviji za prehrano v bolnišnicah, na klinikah, na kliničnih centrih. A ne? Se pravi, selena dovolj, uspešnost zdravljenja 3-4 boljša. 3-4 boljša. A ne? No, tako da to je zdaj eno tako izhodišče in zdaj moram reči tole, veste, po tistem, ne, se spomnite, vi ste me še celo vprašala, ne, pa se je to vse presenetilo, vključno tudi mene je presenetilo. Ne. Kako recimo se stvar da bolj uspešno voditi. Ne. Torej, ste me vprašala, ne, zakaj se tega v javnosti več ne govori o tem. Jaz ne vem točno, kaj se vam odgovoril, ampak evo zdajle, od tega maja 2020, pa do zdaj smo že septembra 2021, na vseh koncih in krajih se govori, a ne, kako lahko prehranska dopolnila, iznotraj tega tudi selen, a ne, prispevajo k temu, da je imunski sistem močnejši. Ne? In seveda potem, ko je imunski sistem močnejši, smo tudi proti vsem boleznim in tudi proti COVID-u bolj na varnem. Ne? Tako da to je zdaj eno tako pomembno izhodišče. Se je potrdilo v številnih študijah, ki so sledile. Ne? Seveda COVID je COVID, ne? Situacija je situacija, kakršna pač je, ne, znana, ne, in so na vseh koncih in krajih, ne, se teh študij lotevali in dobivali torej pozitivne rezultate. Se pravi, tudi tukaj zdajle, a ne, kaj svetujemo, kaj predlagamo, ja, poslušajte se, res
dosledno, temeljito, rednega jemanja bioselen plus cinka. In o tem bova nadaljevala po kratkem predahu. Vrneva se čez nekaj minut, ostanite z nama. Dobrodošli nazaj v studiu. Moj gost je še vedno dr. Nikola Krstič iz podjetja MIC Mengeš. Pogovarjava pa se o bioselenu plus cinku kot učinkovitih gradnikih našega imunskega sistema. Ja. Dr. Krstič, glede na to, da sva v začetku oddaje že poudarila njegove bistvene lastnosti in prednosti, povejva še, kako ga je pravzaprav najbolj učinkovito jemati. Se strinjam. Mogoče recimo še nekaj značilnosti tega bioselen plus cinka. Zdaj Pharma Nord gledalke in gledalci verjetno že imajo občutek, ne vem, ampak mi smo večkrat povedali, da Pharma Nord gre z katerimkoli izdelkom na trg, ko ustvari nekaj več. Imajo zelo močen razvojni oddelek, veliko študij pač so naredili na vseh koncih in krajih, tako da imajo veliko podatkov in tudi novih, najnovejših oziroma tistih, ki jih drugi pač nimajo, če nimajo študije. No in potem vse to, kar na novo ugotovijo, vključujejo v te nove artikle in ustvarijo v primerjavi z konkurenco nekaj več. Kaj so ustvarili tisto, kar je več v primerjavi z drugimi seleni, ker vse, mislim, je logično, da selen in cink imajo tudi drugi proizvajalci prehranskih dopolnil, ne samo Pharma Nord, ampak jaz mirno povem, in to je, mislim, res dejstvo, da je Pharma Nord ustvarila tukaj nekaj več. Nekaj več, kar pri konkurenci nismo še zasledili. Tisto nekaj več je to, da so v to mečkeno tabletko, evo zdajle, če lahko pokažemo, kako te tabletke izgledajo, ta mečkena tabletka, bioselen plus cinka, vsebuje, zdaj pa posluha, čisto vse naravne oblike selena. In teh naravnih oblik selena ni malo, veste. Jih je tam okrog 30, 31, jih je zelo veliko, Pharma Nord si je dal to za nalogo, in je to uspel in je zaenkrat edini, ki je uspel vso naravo nekako združiti v tej mečkeni tabletki. Se pravi, vse naravne oblike selena, ki so znane, so tukaj not združene. Dobro, tukaj najbolj prevladuje pravimo selenometionin, ampak jih je tudi drugih 29-30 zraven. In seveda, ko ti kompletno vso naravo združiš, je pričakovati, da je potem tudi kvaliteta pa učinkovitost tega selena večja. No in točno to so tudi zmerili, ko so primerjali recimo posamezne oblike selena. Jaz bi prosil režijo, če nam ta graf pokaže to sliko, kjer so primerjali, evo ga, to je to. Tukaj vidite, recimo, je 10 oblik selena, to so različni preparati, tisto svetlo modro, to so oblike selena, ki so sintetične bolj, potem rumene so nekaj vmes, ta dva zelena, tisti na koncu je pa bioselen plus cink. In tukaj se meri po enih kazalcih, usrkljivost oziroma učinkovitost. Bolj, ko se usrka, več je učinka. No in tukaj se vidi, da je bioselen plus cink v svojem razredu, to se pravi v razredu selenov, v tem svetovnem merilu, že vrsto let, lahko rečem tudi že tretje desetletje, vodilni. Zakaj? Ker je uspel tisto, kar sem prej razlagal. Združuje kompletno vso naravo v to mečkeno tabletko. To je to. In zdaj,
Kako se tabletka jemlje? V redu, ja. Kako se tabletka jemlje? Jemanje je zelo enostavno. Tukaj so recimo uveljavili tisti princip, ki je nekako najbolj priročen, ljudje so najbolj komot, v angleščini se reče once a day, po domačem moramo povedati enkrat na dan. Ta tableta se jemlje ena na dan med obrokom, ki si ga sami izberemo. To se pravi, če se odločimo za zajtrk, je med zajtrkom, če se odločimo za kosilo, je med kosilom, lahko pa tudi med večerjo, pa je med večerjo. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni preprosto to, začnemo s kosilom, na polovici nehamo, zaužijemo tableto in kosilo končamo. To pomeni med kosilom. Zdaj pa tu je še eno tako pravilo, ker se Elena tako zelo manjka. Vse smo rekli prej na začetku. Slovenija je revna na selenu, selen pa tako zelo pomemben. In kaj potem zdaj tukaj sledi? Ja, sledi to, da je treba res to redno jemati. Redno jemati. Redno ga je treba jemati, neprekinjeno, vse življenjsko. Ne poznamo kur, tukaj spet ne govorimo o kurah, ampak sej, če je to prehransko dopolnilo, pa mi moramo vsak dan jesti. A je tako, potem tudi prehransko dopolnilo vsak dan, normalno. Tako da jaz mislim, da je razumljivo to in da se recimo da nekako z zavestjo sprejeti, da se to jemlje redno, trajno in neprekinjeno. Bioselen plus cink. Kje ga lahko kupimo? Ja, dobi se v lekarnah, zdaj v vseh lekarnah, razen v mreži ljubljanskih lekarn. Oni so se pač odločili, to je odločitev uprave, že izpred 3-4 let, ko so se odločili. Tako je, ampak se pa dobi recimo v vseh drugih lekarnah po Sloveniji, v vseh drugih 270 lekarnah, tudi v privatnih lekarnah in tudi v specializiranih trgovinah. Specializirane trgovine, to so pač trgovine, ki so specializirane za prehranska dopolnila, pa še recimo kakšno vrsto prehrane, pa recimo kakšne medicinske pripomočke. To so te specializirane trgovine, to so znane te trgovine. V vseh teh tudi poznajo bioselen plus cinka. Tako da cena je dostopna, pakiranje imamo mesečno in 3-mesečno. Zdaj v zadnjem času smo opazili, da se ljudje odločajo za 3-mesečno. 3-mesečno je pa tudi logično. Zdaj, to recimo je proizvajalec tako zastavil. Imamo določeno ceno, tam nekje se giblje okrog 10 evrov na mesec, recimo teh 30 tablet, to je 10 evrov na mesec, pri pakiranju za en mesec. Ko pa imamo večjo škatlo z 90 tabletami, to je pakiranje za 3 mesece, je pa Pharma-Nord dal tako ceno, da pride ven 20 evrov pa 80 centov. Se pravi, samo dobimo 3-krat več, plačamo pa 2-krat, kar pomeni, da v 3 mesecih dobimo en mesec pač zastonj. Ampak kot rečeno, jemlje se redno in trajno, tako da smo opazili, da se zdaj pač tisti, ki redno jemljajo bioselen plus cink, da tudi redno nabavljajo, da gredo si ga nabaviti 4-krat na leto. Se pravi, po 3 mesece, se pravi, kupujejo ta večjo obliko. Je pa varen, ker kot rečeno, ta bioselen plus cink, to so naravne, vse naravne oblike selena. Zdaj, potem ljudje kaj še sprašujejo? Ljudje še sprašujejo, ko jemljajo kakšna zdravila, ali se tepe s kakšnimi zdravili. Nimamo podatkov, varen selen je to, varen selen. Katerokoli zdravilo, kdo jemlje, lahko stopi zraven z bioselen plus cinkom, kar se že itak dogaja, veste, vse se da razumeti. To, kar je tukaj noter v bioselen plus cinku, je naravni selen. To je selen, ki ga že imamo v naravi, v naši hrani, ampak ga imamo premalo. To se pravi, da samo se na en drug način dogaja to,
kar mi že s hrano itak počnemo, ne? In ko se hraniš, seveda tudi druga zdravila pač jemlješ. In tle pa je enako, ne? A sem dovolj razumljiv? Vse je razumljivo. Je, a ne? Tako da ni nobenega problema, ko se jemljajo druga zdravila, a ne? To je to. Imate pa še en tak relativno revolucionaren podatek, ne? In sicer vi povezujete raven selena s stopnjo umrljivosti. Ja. Nam lahko poveste kaj več? Tukaj glejte, zdaj smo pred sporočilom, ki bo v tej oddaji nekako najbolj pomembno, najbolj izstopalo. Ne? Zdaj gre spet za eno študijo, ki je nastala na Švedskem, v Skandinaviji. Profesor, ki jo je naredil, je tudi zaradi te študije pridobil še več na svojem slovesu, ne. Jaz bi prosil, če ga lahko mogoče, ker evo, to je profesor Urban Alehagen iz medicinske fakultete v Linköpingu na Švedskem. In kaj je profesor Alehagen zdajle pri našem današnjem selenu, kaj je on prispeval na mednarodno sceno? On je ugotavljal, kako raven selena in koliko raven selena vpliva na umrljivost, na smrtnost pri ljudeh. Ne? In mogoče bi tudi sam presenečen, ko je ugotavljal, da je tukaj ta povezava zelo močna. Zelo močna. Ne? Se pravi, ko imamo premalo selena, pa ko imamo dovolj selena. Ne? Torej, zdaj recimo, če razmišljamo, ko je premalo selena, slab imunski sistem, več bolezni, težja oblika bolezni in seveda v takih razmerah človek tudi prej gre. Ne? In obratno, ko je selena dovolj, imunski sistem močnejši, vse bolezni ali sploh se ne razvijajo, ali pa ko se razvijajo, so veliko v lažji obliki in ker človek živi bolj zdravo, živi dlje. Zdaj, to je recimo eno tako čistko sklepanje po zdravi kmečki pameti, ampak kaj se pa pokaže v študiji? Jaz bi predlagal, evo, tukaj recimo imamo najprej njegovo študijo. Tukaj se je pokazala, da recimo ti dve črti, ki jo vidimo na sliki, recimo v eni kocki, tista zgornja, to pomeni, da je torej umrljivost, da je preživetje večje. Tista spodnja, to je z malo selena, tam, kjer je pa bolj črna črta, je pa se krivulja dvigne, to pomeni, da je preživetje večje. Zdaj, ta stvar je bila pač tako strokovno, mislim, dovolj jasna, ampak mi smo zdaj pripravili še eno sliko, da je stvar bolj domača, pa jo režija prosim, evo, to je zdaj to. Razlike v umrljivosti v odvisnosti od ravni selena v krvi. Zdaj, ta večji stolpec, prikazuje umrljivost, pri nizkih vrednostih selena v krvi. In pri tej raziskavi jih je od 107, jih je umrlo v obdobju 6 let, je trajala ta raziskava, jih je umrlo 41. To je pomenilo 38% jih je šlo. Zdaj pa, ko je pa bilo vse enako, in starost, in spol, in so bili recimo vsi ti ljudje med seboj primerljivi in tako naprej, razlikovali so se samo po tem, da so imeli več selena. Poglejte, kaj se je zgodilo. Kako je umrljivost padla? Umrljivost je padla, torej od 111 jih je umrlo 25 in to pomeni, da se je odstotek
umrljivosti zmanjšal od 38% na 24%. In ta razlika znaša 37%, še bolj po domače. A ne? Od 10, ki umrejo z premalo selena, a ne? V tem primeru, ko je selena dovolj, jih umre 6. Se pravi, 4 so ostali živi. 40%, to je veliko. To je veliko. Ko se to na populacijo razmnoži, tu gre za stotine, za tisoče, za 10 000 ljudi, ki so ostali živi. In živi v boljšem stanju, z večjim imunskim sistemom, ne životarijo in tako naprej. No in to je tisto, kar je pomembno. To je tisto, čisto po domače, zdaj, če si recimo rečemo, ne, ko jemljete bio selen plus cink, si ob tem, da si izboljšate zdravstveno stanje, tudi značilno in bistveno dlje živite. Značilno in bistveno dlje živite, a ne? A je to za nas pomembno? Joj, res je pomembno. Za slovenske razmere je to zelo pomembno. Prvič, smo majhna nacija, samo 2 milijona, ne? In če imamo en tak podatek, a ne, to je za nas zelo pomembno, a ne. Drugič pa, jaz sem pol tako mal za čisto, tako sem razmišljal, pa dajmo pogledati, kako je z umrljivostjo pri nas v Sloveniji. Se spomnite, ko smo imeli oddajo o raku, ne? Smo imeli oddajo o raku in smo rekli, da imamo pri raku največji odstotek umrljivosti v Sloveniji. V Sloveniji. Zdaj pa, kako je pa in ta recimo umrljivost zaradi raka je približno tretjina vse umrljivosti, ne? Zdaj pa dajmo si ogledati graf, kje je Slovenija po umrljivosti v Evropski uniji. Ne? Jaz bi prosil še ta graf, evo tukaj spet. Indeks umrljivosti po Evropski uniji 2020 pa v primerjavi 2012, ne? Poglejte, kaj imamo v Sloveniji. Ne? Jaz moram pač to povedati, jaz mislim, da je prav, da slovensko javnost in tistega, ki nas danes gleda, da nekako informiramo, kaj se nam dogaja, kaj živimo, a ne? Torej, umrljivost v Sloveniji je po tem indeksu 124, ne? Druge države imajo manjše. Nemčija ima 108, Švedska ima 106, Švica 105, Danska 104, Norveška celo je manjša umrljivost leta 2020 kot leto 2012, mi smo pa na indeksu 124. Ne. Zdaj, kaj zdaj s tem? Ja, jaz sem to potegnil ven zaradi tega, ker smo se prej pogovarjali, ne. Selen vpliva na umrljivost. Zelo značilno, zelo močno vpliva na umrljivost. In dajte mi reči, kdo si ne želi svoj rok trajanja podaljšati? Kdo ne želi svojemu ateju pa mami malo podaljšati, pa še kvalitetno, bolj zdravo življenje, ali pa starim staršem in tako naprej. No in za to gre, a ne, za to gre. Sploh pa recimo razmišljanje, če se razmišlja, naprimer, če nekdo reče, ja pa sej, upokojenci so en sam strošek, ne pokojnine jim je treba dati. Ne, jaz mislim, da sodobna ekonomija razmišlja drugače. Če pogledam recimo samo Skandinavijo, ne, očitno se tam nekaj drugega dogaja in so dosegli rezultate, ki je prav, da tudi mi zdaj, mislim, gremo bolj intenzivno k njima, ne, ker tudi upokojenci, ki jih je v Sloveniji koliko, 600 000 ali ne vem koliko, ne, to je kupna moč, to je za ekonomijo pomembno, a ne, in če živijo bolj zdravo in tako naprej, se prehranjujejo in tako naprej, a ne, to je plus, a ne, se pravi, to je pozitivno za ekonomski razvoj države, da recimo pač to, kar imamo, a ne, da imamo kvalitetno, a ne, in zdaj, če nam recimo grejo prej, a ne, to pomeni, da se kvaliteta življenja da
popravljati. Ne? In ena od možnosti, zelo pomembna, jaz mislim, da čist nič ne pretiravamo, ko rečemo, zdaj le čist preprosto, z rednim in trajnim jemanjem selena lahko tudi bistveno pripomoremo k temu, da se nam te stvari v Sloveniji pač začnejo popravljati, da ljudje živijo bolj zdravo, da živijo tudi dlje, in to je to. Tako da, evo, bioselen plus cink, kakšna pomembna informacija. Jaz mislim, da je pomembna. A veste, moram iskreno povedati, ko sem se pripravljal na to oddajo, tega podatka o indeksu umrljivosti v Sloveniji, verjemite, nisem mogel. Jaz sem razmišljal tako, bomo povedali, da selen pomembno prispeva k temu, da se umrljivost zmanjša, ampak vidim, da je to v takih razmerah, kot smo zdaj v Sloveniji, še toliko bolj pomembno. In zdaj, kaj to še pomeni? Ja, tisti, ki nas zdaj gleda, jaz mislim, da je tudi srečna okoliščina, da to ve, kako si lahko pomaga. Kako si lahko čisto, preprosto, enostavno pomaga, da jemlje selen. Zdaj pa, mi smo rekli, da je ta naš bioselen kvaliteten, da je vrhunski. Vi ste pa v pripravi na to oddajo, pred to oddajo me vprašala, kako pa naj zdaj recimo preprost človek se odloči za to najboljšo varianto. Torej mi zelo odgovorno, jaz sem zdaj v grupaciji Farmanord in trdim, da je naš bioselen plus cink vodilni in mi vam svetujemo, jemljte tega. So tudi seleni, če se spomnite tiste primerjave, a lahko še enkrat dobimo tisto sliko režija, kjer so primerjave. No, tukaj, če nekdo recimo zdaj dobi selen iz tam na začetku, se pravi iz svetlo modre skupine, tam so učinki, poglejte recimo, koliko je visoka ta modra skupina, pa koliko je visoka ta zelena skupina. Razlika je 1:6, 7:10. To se pravi, da 6-krat, 7-krat, 10-krat lahko, če ima smolo, dobi slabši selen. In seveda v tem primeru ti učinki, o katerih smo danes govorili, se ne izrazijo, ne pridejo do izraza. Zdaj, kako recimo, kaj narediti, da dobiš najbolj kvaliteten selen, da recimo izbereš tisto, kar ti bo res pomagalo, tako kot smo se zdaj v tej oddaji pogovarjali. Ja, se treba pozanimati. Zdaj, recimo, tisti, ki nas gleda, ve, to je vrhunski, to je kvaliteten selen, tukaj imam te in te učinke. Nimajo pa recimo vsi pač te sreče, da zdaj to poslušajo. Zdaj, jaz predlagam, da tisti, ki jemlje ta selen, pa ki doživlja te učinke, da tudi drugim recimo to svetuje. Zdaj pa, če je nekdo že na selenu, katerem drugem, pa zdaj si nekako dela presojo, kako je zdaj pri njem. Možno je, da teh učinkov nima. Zdaj, kaj tukaj narediti? Če nekdo na enem drugem selenu, pa bi se rad prepričal, ali mu ta selen dejansko pomaga, tako kot pričakuje, ali mu res krepi imunski sistem toliko in tako naprej. Bistveno pri vseh prehranskih dopolnilih je, koliko se vsrkajo. Kakšno je vsrkavanje, koliko jih pride v kri. Če jih pride v kri več, je potem tudi učinka več. No in pri selenu je srečna okoliščina ta, da se to da zmeriti. So laboratoriji, bolj privatni laboratoriji, ki niso toliko vezani na zdravstvene inštitucije, ampak privatni laboratoriji, pa mislim, da so v Ljubljani, da so v Celju, da so v Kopru, v Mariboru in tako naprej, da so v teh centrih, ampak res se splača
če si ti pred pričakovanjem, da lahko bolj zdravo živiš in da živiš dlje in to bistveno in čisto enostavno, samo da si pomagaš recimo s selenom, a ne, potem je smiselno se podvizati, se potruditi, se pozanimati, a ne, kje je to, a ne, in iti in si recimo zmeriti, koliko je selena v krvi. Ni drag, veste. Jaz mislim, da je cena okrog 10 evrov. Ne? In greš in si izmeriš selen in vidiš, če jemlješ selen in ga moraš potem imeti na določeni ravni. A ne? Recimo, tudi vemo za številke, recimo številka, ki je za raven selena, tista pravšnja, ki je potrebna, da nas varuje, da nas ščiti, da nam krepi imunski sistem, je 97 enih enot, 97 teh enot. Praviloma, veste, se dobijo številke 60, 50, 40, se pravi, daleč pod. In zdaj, če jemljete kvaliteten selen, pri bioselen plus cinku je tako, se to dvigne in to je tisto merilo. Ne? Poleg tega pa, kot rečeno, ne, se tudi čuti, a ne. Zdaj, če nekdo jemlje bioselen plus cink, pa čuti, a ne, da ima manj viroz, da je boljši, a ne, in tako naprej. Jaz mu ne svetujem, da bi si hodil kontrolirati. Zdaj pa, če pa jemlje kje drug selen ali pa če dvomi, če nima teh učinkov, a ne, potem pa je ta možnost, da si na tak način, a ne, preveri, a ne, in potem gre naprej v izbiro in mogoče ima potem lepega nesrečo, pa začne imati naš bioselen plus cink. Hvala lepa, dr. Krstič, tudi nocoj za vsa pojasnila. In hvala lepa vam, če ste vztrajali z nama. Izvedeli ste nekaj novih stvari, več pa seveda tudi naslednjič. Bodite z nama. Lahko noč.